oči si pomanem, v špeglu zagledam obraz. Čas je, da si prenehamo zatiskati oči. Slovenija je v precej hujši godlji, kot je kazalo doslej. Če ste bili, tako kot še mnogi drugi, prepričani, da bo imela vlada največ težav s predsednikom Pozitivne Slovenije Zoranom Jankovićem in njegovimi pingvini, ste se hudo ušteli. Ne gre le za to, da je Jankovićeva Pozitivna Slovenija minuli petek dobila mlade. Zlobni jeziki so seveda takoj pripomnili, da bi prav lahko dobila tudi bolhe. Pač glede na to, kako napsuje ugled njenega predsednika Zorana Jankovića, ki je bil že prej osumljen zlorabe uradnega položaja, oškodovanja upnikov, davčnih utaj in še česa. No, zdaj pa je bila proti njemu uvedena še sodna preiskava. Ovadbe so zoper Jankovića na tožilstvo, policijo in komisijo za preprečevanje korupcije prispele z Davčne uprave Republike Slovenije, se pravi z Dursa. Janković, ki je, kot rečeno, prejšnji petek, se pravi na dan mladosti, ustanovil podmladek svoje stranke, se je pred temi obtožbami branil, zgledujoč se na svojega velikega vzornika, rekoč: Ne priznajem ovaj Durs. Članom pingvinske stranke seveda še na misel ni prišlo, da bi glasovali o zaupnici Zoranu Jankoviću. Svojemu predsedniku namreč neomajno zaupajo. Ja, druže Zoki, mi ti se kunemo. Ja, ampak kot rečeno, medtem ko Zoran Janković s svojimi pingvini vse bolj leze na področje folklore, se je na prizorišču pojavil še en Zoran. Ta se ne piše Janković, temveč Petrović. On sicer nima stranke, vodi pa eno od družbeno-političnih organizacij, imenovano Sindikat policistov Slovenije. Kakšen je njegov program, je Zoran Petrović povedal že prve dni stavke policistov. Nam se tudi v tej stavki ne bo mudilo, določene aktivnosti bo tako konsistentno izvajanje, da bo vsak dan vlada izgubila en del proračuna in pa bomo videli, kdo bo dlje zdržal. Ker policisti kljub stavki še vedno dobivajo plačo, jim ni pretežko zdržati. Še več. Ta konflikt se lahko konča z praktično blokado vseh možnih dogovorov, vseh možnih zakonov. To lahko samo pomeni tako resen konflikt, da se bo zgodila ta dejansko socialna bomba, ki bo odnesla ne samo vlado Janeza Janše, ampak vsako vlado. Če bo poplava policijske modrosti odnesla vlado, utegne nastati manjša kolateralna škoda. Odnesla bo tudi državo. Pa kaj za to? Važno je, da ne razpade modri sindikat policistov Slovenije. Ampak če Zoran Petrović, ki kot prvopodpisani edini lahko umakne zahtevo po referendumu, tega ne stori, in če za to propade država, potem bodo tudi policisti ostali brez dela, a ne? Brez panike. Država ne bo propadla. V rezervi imamo namreč še enega Zorana. In ta ima dober program za rešitev. Res? Katerega? Ja, onega iz Naša četica koraka, ki je pred volitvami nagovarjal prvega Zorana, naj kandidira. Zdaj pa z zanimanjem opazuje dogajanje in bo gotovo vskočil, če bo treba. No, zdaj mi je pa res odleglo. Si rekel, da ima ta Zoran dober program za rešitev iz krize? Jasno. Bi rada slišala? Katera glava, dva svinčnika v nos, moj angel sreče je pač tlačen in bos. Vodil sem do zadnjega poleta, jaz nesrečni, Arik, Peka, Nikola, potem pa skočim preko cilja, od Celja tja na Dravsko polje, kjer je razveljavljena serija doma.
Adio Zmaga, adio Jožica.